9500 gledalcev v Ljudskem vrtu je na derbiju 31. kroga videlo zanimivo in razboljivo predstavo obeh moštev. V prvem delu so bili boljši gostje, ki so preko Škrjanca hitro povedli, vijoličaste je nazaj med žive z golom v zadnjih sekundah prvega polčasa vrnil Velikonja. V drugem delu so imeli več od igre domači, ki so z zadetkom Roberta Beriča nekaj minut pred koncem prišli v vodstvo, ki pa ni trajalo dolgo. Boban Jović je nekaj trenutkov zatem Ljubljančanom pristreljal remi. Da smo gledali danes zelo zanimivo tekmo, z nekaj preobrati na koncu. Prišli smo v Ljudski vrt igrati nogomet, to nam je v prvem polčasu do izključitve nekako uspevalo, dosegali smo hiter ta gol. Kasneje s kartonom se naša igra razvodenela v bistvu in v glavnem smo se skoncentrirali na branjenje. Za nami je dobra tekma, v katerem je NK Maribor pokazal dva obraza, v prvem prestrašen, v drugem pa izredno dober, ko smo si ustvarjali priložnosti, ko smo delali velik pritisk na vrata nasprotnika. Tako da drugi polčas je bil res za uživati. Nažalost nam ni uspelo zadeti že prej, ko smo imeli zmago tako rekoč v rokah. Smo bili malce nepazljivi, tako da jasno, da je ta trenutek pred koncem tekme pokvaril vtis. Zasluga gre tudi nasprotniku, kateri se je v zadnjem trenutku odbranil. Mi smo res streljali z vseh pozicij, imeli priložnosti, prihajali gor, imeli veliko več od igre, tudi ko smo imeli enako število igralcev na igrišču, vendar je nogomet tudi to. Predvsem smo imeli težave v prvem polčasu s tem, da je nasprotnik visoko, res zelo kvaliteten. Oni so se lepo premikali v prostor, mi pa nismo v prvem polčasu uspeli ponoviti tekme iz Gorice, ko smo prihajali nasprotniku blizu. Tokrat smo bili veliko preveč na nekem svojem mestu, na neki poziciji. V drugem polčasu, ko smo prišli bliže, je bilo to veliko bolje. V drugi polčas smo šli v igro bolj trdo, bolj samozavestno, imeli celo več priložnosti kot Olimpija, ampak nažalost je šlo tako, kot se je šlo. V zadnjih sekundah smo izgubili to našo zmago. Mariborčani ostajajo na prvem mestu prvenstvene lestvice, le prednost je sedaj nekoliko manjša. Domžale so namreč zabeležile zmago proti Lendavski Nafti, kar pomeni 8 točk naskoka za vijoličaste pred zadnjimi 5 prvenstvenimi krogi.